In sem ugotovil, da zadnji ima naslov, zakaj zapuščam YouTube. In zdaj lahko že kar uživo vprašam. Niko Jerčul, Nika, se mi pridružiš kar tule na odru. 330 in še nekaj tisoč sledilcev oziroma subscriberjev na YouTubu. Čak, Nika, res zapuščaš YouTube? Čist med nama? Zaenkrat, ja. Zaenkrat, ja. Kaj se, nisem pogledal videa. Kaj se je pa zgodilo? Ne, nimam zdaj le časa. Kaj me grize. A kdo ve? Ne, dej povej, no. V glavnem, Nika, oder je tvoj. Hvala. Živijo, upam, da do zdaj uživate in da boste tudi še naprej. Sam da jaz vidim, če tole dela. Okay. Jaz bom danes govorila o tem, kako uspeti mednarodno, v bistvu moj recept za to. Mene tako totalno ne zanima analitika in hashtagi, kdaj objavljati. Sploh to ni bil nikoli del mojega načrta za uspeh, ker tudi se mi zdi, da temu vsi sledijo, kar je cool, nič narobe s tem, po moje pametno, da slediš temu. Ampak je toliko nasičen ta trg, da moraš imeti nekaj drugačnega, da pač izstopaš. In to je tudi cel point mojega predavanja danes. Se pravi, kako izstopati, kako deliti nekaj drugačnega z nekim namenom, z neko misijo. In mogoče tudi narediti kakšno spremembo v življenju drugih, okolju, karkoli te zanima. Tako da ja, jaz sem v bistvu začela pri 15 letih in sem govorila o modi, o lepoti. In kakor verjetno vidite danes, to ni lih bilo meni usvojeno. In pol sem šla v bistvu čez polhanenih breakdownov, jaz rečem, enih problemov z mojim mentalnim, čustvenim zdravjem in tako naprej. In sem pol v bistvu naredila veliko na sebi, na svoje osebnosti in se nekako moja vsebina ni več skladala s tem, kdo sploh sem jaz in kaj me zanima, kaj so moje vrednote. In sem se pol odločila, da se bom jaz malo usedla in pogruntala, kako to združiti, zakaj sploh to delam, ker sem imela tak malo negativen spiral, kaj sploh jaz delam, kaj je sploh point tega YouTuba in vsega, če pač govorim o stvarih, ki me sploh ne zanima več in ne delim nič, kar pač bi meni karkoli pomenilo. Tako da ja, jaz sem se pol usedla in sem v bistvu šla čez vse te vaje, ki jih bom danes delila z vami, oziroma vsa vprašanja. In ja, jaz rada razčlenim stvari, rada pišem liste in sezname, tako da je to vse narejeno v tem sistemu, tako da upam, da vam to ustreza. In ja, se začnem. V bistvu ko sem se usedla, sem napisala te stvari. Prvo me je zanimalo, kdo sploh sem jaz, kaj sploh mene zanima, kaj lahko ponudim ljudem. Druga stvar je moj namen, zakaj sploh si želim deliti stvari, imam kaj pametnega za povedati, ali pa kaj, ki bi lahko karkoli spremenili na tem planetu, ali sam pač delam nekaj za brez veze. Pol spet vrednote, kaj je meni pomembno, kakor sem že omenila. In pa sem si glede tega ustvarila neko misijo, neke zaveze, nek ta mission statement, se pravi, kaj jaz sploh nudim mojim sledilcem oziroma ljudem, ki me najdejo. In pol sem to vse dala v nek koš in sestavila plan objav. Kako bom v bistvu skozi svoje objave in skozi svoj profil skomunicirala vse te stvari. In to bom danes delila z vami. Prva stvar. Sem bila stara tako po moje 17 let, ko sem to delala, tako da nisem imela pojma, kaj me sploh zanima, oziroma kdo sploh sem jaz. Tako da sem prvo mogla to razčistiti sama sabo in sem se malo vprašala, kaj sploh mene naredi drugačno, v katerih temah se najdem, katere teme me veselijo, pri kakšnih stvarih v bistvu se jaz zgubim, ker gre stran, ker me toliko zanima ta stvar.
v čem sem naravno dobra, kateri pogovori me najbolj zanimajo. Malo sem tudi vprašala prijatelje, kaj sploh jaz tebi nudim. Sem dobila zanimive odgovore. Ampak je to dosti pomembno vprašanje, ker recimo, ne vem, lahko ti rečejo, ja, ti si meni ful zabavna, me spravljaš v smeh, ali pa recimo mi nudiš podporo in to so vse stvari, ki se mi zdijo pomembne, če ti deliš svojo osebnost, ker lahko pa to skomuniciraš skozi svojo socialno mrežo. Pol, ko sem to malo pogruntala, to je trajalo par dni, sem se usedla in sem si napisala moje najbolj pomembne uspehe, se pravi stvari, ki sem jih že naredila, ki, ne vem, so bili meni najbolj pomembni, sem napisala 3 do 5 teh uspehov. In pol še 3 do 5 najbolj pomembnih vplivov, se pravi, kako sem jaz najbolj vplivala na, ne vem, na prijatelje, na ljudi okoli sebe. In ko sem imela te odgovore, sem nekako, ne vem, se mi zdi, prek tega vidiš, kaj je dejansko tebi pomembno, ker če so to tvoji najbolj pomembni uspehi v vseh, kolikor let imaš, je to pol verjetno nekaj pomembnega zate. In ko sem imela to, sem si napisala še svoje cilje, ker sem zelo indecisive, so se spremenili tako 21krat po moje, ampak sem vsaj imela nek plan, proti čemu sploh jaz delam, zakaj sploh se ukvarjam s tem, takrat, ko se mi ni dal več ali pa sem, ne vem, prišla do nekih mojih breakdownov, sem lahko pogledala te cilje, pa me je dal malo motivacije, zakaj sploh jaz delam to, kar delam. Pol, to je pa ena vaja, ki žal ne moramo danes delati, ker ni časa verjetno, ampak to je neka vaja, kjer v bistvu najbolj, da pogooglate karakteristike in potem, tukaj jih je ful, in obkrožiš v bistvu 10 najbolj pomembnih. 10, ki so tebi najbolj pomembni za tvoj profil, za tvoj YouTube channel, za karkoli pač delaš. Te so moji, tako da če jih rabite, se lahko slikate. In pa obkrožiš 10 najbolj pomembnih. Tvojih 10? Mojih ne 10. Te so random. Pol sem jih pa obkrožila 10 in jih označila od najmanj pomembnega do najbolj pomembnega. In to mi je spet dal malo bolj clear vision, kaj je meni pomemben in kaj mi je pomemben deliti z drugimi. Pol sem napisala razloge, zakaj sploh delam to, kar delam. Zdaj, to itak, ne vem, če je tvoj razlog, hočem biti bogata ali pa famous, pač cool, to je tvoj razlog. Tako da to je čisto osebno, karkoli je pač tebi najbolj pomemben, je tebi najbolj pomemben. Ampak to je spet ful fajn si napisati, zato da takrat, ko ne veš lih več točen, zakaj sploh delaš, ko se ti ne da več, pogledaš, pa ti je pol malo bolj jasen. Upam. Kdaj tudi ne. Ok, pol pa ena od najbolj pomembnih stvari, kaj sem se vprašala, kaj jaz sploh nudim. In sem to spet malo razčlenila in sem se vprašala, kaj nudim čustveno in kaj nudim funkcionalno svojim sledilcem in nasplošno ljudem okoli sebe. To so random primeri. In čustveno so stvari, ker recimo, ko nekdo pride na tvoj profil, ali pa YouTube channel, vidi tvoje videe, kaj čuti ob tem, ko te spremlja. Se pravi, recimo, da se počuti connected s tabo, se počuti, da ni osamljen, ne vem, da dobi ideje za outfite in jih inspirirajo to, karkoli pač je. Funkcionalne stvari so pa bolj tisto, recimo ta primer z outfiti. Ok, funkcionalno lahko ponudim, ne vem, 10 outfitov na teden, tako da dobijo ideje, kaj točno narediti, ali pa ne vem, če delaš make-up ali pa beauty, kako, ne vem, se namazati, si dati maskaro, ne vem. In pol sem od vseh teh zbrala 3 do 5 najbolj pomembnih meni osebno. In tega sem se držala, se pravi, preden sem objavila stvari, preden sem rekla ja določenim projektom, intervjujem, česar pač koli, sem pogledala, a se to sklada z mojimi načeli, s tem, kar si ja želim nuditi svojim sledilcem. Sorry, jaz ful diham v ta mikrofon. Darth Vader tudi. Pol sem pa, se mi zdi, da to tudi zelo pomembno, sploh zdaj, ko je Instagram toliko nasičen, pa YouTube, pa vse te stvari.
malo pogledati, kaj je sploh tvoja niša. Zdaj, moja niša je bila tako zelo splošno lifestyle, ampak malo bolj konkretno, kako v bistvu malo bolj... V bistvu sem nudila nasvete za malo bolj zdravo in srečno življenje. Veliko sem govorila o mentalnem zdravju, o čustvenem zdravju in sem se usedla in pogledala, kaj že deluje. Se pravi, kaj v tej niši že deluje, kaj radi vidijo moji sledilci, kaj meni najbolj delati. Pol sem pa se malo dlje časa porabila za to drugo vprašanje, česa v tej niši jaz ne najdem. Se pravi, kaj je tisto, kar manjka, kaj je tisto, kar verjetno ljudje iščejo, kaj jaz iščem v tej niši. In v mojem primeru sem gotovila, da večina ljudi daje nasvete, ampak ne govori o svojih izkušnjah in jaz, če mi daje kdo nasvete, jih ne poslušam. Če mi pa povejo svoje izkušnje skozi svojo zgodbo, pa veliko več dobim iz tega. Tako da sem jaz takrat v bistvu se odločila, da bom tudi jaz to začela delati in sem začela malo govoriti o svojih problemih. Jej. In v tem tudi uživam, tako da ni problema. Pol sem pa v bistvu skozi vse te vaje, ki sem si jih jaz sestavila, sem nekako prišla do tega dela, do te misije. In sem si izpisala 3 zaveze, ki jih upoštevam preden naredim kjerokoli objavo na YouTubeu, na Instagramu, preden rečem ja kjeremkoli podjetju, projektu, karkoli. V bistvu vidim, če se sklada s temi mojimi zavezami. To so moje prevedene v slovenščino, tako da verjetno niso lih to, kar sem jaz mislila v glavi. Ampak prva je neka osebnost, to so zdaj čisto moje osebne, to je tako drugače za vsakega. Prva je neka osebnost, se pravi, da ko jaz nekaj objavim, da se ljudje lahko s tem poistovetijo, da se počutijo manj osamljene, čustveno bolj povezane. Druga stvar je vrednost, se pravi, da nekaj dobijo te objave, nekaj bolj funkcionalnega. Ne vem, če je to podpora, nasveti, inspiracija, karkoli. In zadnja je bila kakovost, se pravi, da ne objavim kar nekaj, čeprav sem tudi to kdaj delala. In da so objave pač urejene tako, kot se spodob, da so malo bolj kreativne, drugačne in podobno. Se pravi, preden sem karkoli naredila, sem pogledala, ali se to sklada s temi zavezami. Potem sem pa napisala nek mission statement, to je zdaj čisto random primer, ampak recimo, da je tvoj profil, ne vem, Beauty Bliss. Sem napisala, Beauty Bliss je prostor, kjer se vsak lahko počuti sprejeto, kamor se lahko obrne za podporo, nasvete in inspiracijo. In to je spet nekaj, kar sem upoštevala. To je pa tudi fajn, da recimo napišeš v svoj Instagram bio ali pa v YouTube opis, karkoli, da že ljudje takoj, ko pridajo na tvoj profil, da jim je točno jasen, kdo sploh si ti, kaj te zanima in najbolj pomembno, kaj bojo dobilo od tebe. Ker je to enih kopij ljudi na Instagramu in če jim ti ne nudiš nekaj drugačnega, ne vem, jaz ne vidim razloga, zakaj bi te followali. Tudi jaz recimo sem zelo zberčna, koga follovam in če mi ne nudijo nekaj, kar ne dobim na XY profilu, pač jih ne follovam, ker me ne zanima. Tako da ja, ta del je najbolj pomemben. Kaj ti deliš drugačnega, zakaj bi jaz tebe follovala. Tudi če follovam milijon fashion accountov, kaj je drugačnega na tvojem. In pol ko sem imela vse te podatke, sem v bistvu se usedla, jaz temu rečem brain dump, ker samo vržem vse na papir, in sem v bistvu se vprašala, kako lahko jaz zdaj vse te namene, vrednote, svojo misijo jasno predstavim na svojem profilu in čez vse svoje objave. Se pravi, ko ljudje vidijo eno mojo random sliko, da jim je tako jasen, kdo sem jaz, vsaj približen in kaj mene zanima in kaj bojo dobili od mene in od mojega profila. In lahko to zdaj malo bolj razčlenaš, se pravi, ne vem, recimo, da imaš YouTube, Instagram, Twitter, sem se usedla, sem napisala, ok, to je pač moja misija, to je tako se sklada po vseh mojih profilih, ampak zdaj, kaj lahko jaz specifičnega nudim na YouTubeu, na Instagramu, na Twitterju, recimo na Twitterju ne morem govoriti o svoji življenjski zgodbi, ker pač bi bilo preveč, in bi o tem lahko govorila na YouTubeu, čisto take funkcionalne stvari in sem si prav napisala, ne vem, ideje za Instagram objave, kam bi šla, kako bi se slikala, da bi pač komunicirala to, kar si jaz želim komunicirati čez vse te namene, misije in podoben.
In ja, to je bilo vse, kar sem naredila. In ko sem začela to delati, sem v bistvu dobila nek audience, ki je bil veliko bolj engaging, se pravi, veliko bolj jih je zanimalo, kaj imam jaz za povedati. Veliko bolj so se počutili povezani z mano, tudi ko sem dala, ne vem, ven kakšen produkt, jih je veliko bolj zanimalo, kot prej. Pa mogoče še, mislim, drugim, mogoče malo bolj pomembna stvar, je, da sem tudi začela sodelovati s podjetji in ljudmi, ki pač jih zanimajo iste stvari kot mene, ker sem imela zelo specifično nišo in so me zanimale zelo specifične stvari, sem govorila o stvarih, ki mogoče average profili ne govorijo o njih in sem v bistvu delala s podjetji, ki jih zanima, ne vem, okoljevarstvo, neprofitnimi organizacijami, sem potovala po svetu in sodelovala z nek volunteering organizacijo, veliko o mentalnem, o čustvenem zdravju, sustainability in vse te stvari, ki me zanimajo. In kar je večini ljudi malo mogoče čuden, čeprav sem imela recimo manj ogledov, kot takrat, ko sem delala te fashion, beauty, popularne stvari, sem veliko več zaslužila, pol, ko sem začela to delati. Pa recimo, da so ogledi padali za 50%, ne vem, koliko so padali, ne vem svoje statistike, sem veliko, tako enkrat ali pa dvakrat več zaslužila, kot prej. Samo zato, ker so me kontaktirale firme, ki so hotele specifično sodelovati z mano, zato ker sem govorila o stvarih, ki noben drug ali pa zelo malo ljudi niso govorili. Ta stavek je bil malo čuden, ampak ja. Tako da ja, pa vam pa še en full fine quote in slike s tem volunteering zadevami. In to je to, zdaj pa, ne vem, zdaj čas za kakšno vprašanje. Mogoče kakšno vprašanje, ja, čas imamo, definitivno, zato smo tukaj. Če bi kdo kaj vprašal. Drugače pa en aplavz za Niko. Ja. Nika, hvala.